Živi nasi narodi, ki hrepenilo čakat dan. Nakoder sonce podi, prepiri svita bo pregnan. Darajah prosbu vsak, ne vragle sosed bo mejak. Darajah prosbu vsak, ne vragle sosed bo. Ne vragle sosed bo mejak. Ki hrepene dočakat dan. Spoštovani gostje, drage obiskovalke in obiskovalci, dober večer. Med nami pozdravljam poslanca Državnega zbora, gospoda Žana Mahniča. Župana občine Železniki, gospoda Antona Luznarja. Sevškega župnika, gospoda Damjana Prošta. Slavnostnega govornika na današnji prireditvi, gospoda Igorja Grdino. Prisrčen pozdrav seveda vsem ostalim, ki vas nagovarja dr. Janez Evangelist Krek. Prešernove sanje in sanje mnogih naših dedov so se uresničile. Živimo v svoji samostojni državi. Zdravljica je postala naša himna in slovenski narod se je pridružil narodom povezanim v Evropski uniji. Pomena združitve Evrope danes skoraj nihče več ne postavlja pod vprašaj. Se pa vedno bolj pozablja, kje so korenine te združitve. Odgovor se skriva v treh velikih politikih 20. stoletja. Nemcu Konradu Adenauerju, Italijanu Alcidu de Gasperiju in v Francozu, sicer rojenemu v Luksemburgu, Robertu Schumanu, natančneje v njihovih skupnih vrednotah. Pripadali so različnim kulturam in narodom, skupna pa jim je bila krščanska vera, na osnovi katere so po drugi svetovni vojni našli pot za dobro Evrope. Kot praktični kristjani so svojo poklicanost uresničevali v politiki in pomembno vplivali na velike zgodovinske spremembe. Ali pa nismo imeli tudi Slovenci moža, ki je že desetletja prej gradil prav na teh temeljih? Podrobnosti z doktorjem Janezom Evangelistom Krekom, katerega se spominjamo na predvečer 100. obletnice njegove smrti, so očitne in lahko jih strnemo v nekaj točk. Krščanski temelj političnega delovanja, osnovan na poštenosti, ponižnosti, delu za druge in spoštovanju vsakega človeka. Odpor do totalitarizmov, odprtost za demokracijo, povezovanje, preseganje meja in hkrati spoštovanje samobitnosti, identitete vsakega. Zavedanje, da zrela demokracija rabi globlji temelj, kot je ekonomski in kot je zgolj privatni interes. Zavest služenja skupnemu interesu, skupnemu dobremu, ne zloraba za lastne užitke. Preroški pogled daleč naprej. Odgovornost za usodo bližnjih in človeštva. In ljubezen kot vez vsega. Spoštovani, dr. Janez Evangelist Krek je bil zgled in navdih mnogim, ne le Krancem, ne le somišljenikom, celo političnim nasprotnikom. Njegova dela nas še po stoletju navdajajo z novo močjo. Njegove misli pa kličejo na delo, na vztrajno delo za vero, za narod in za materinščino. Spoštljivo in globoko se mu poklonimo. Prosim župana občine Železniki, gospoda magistra Antona Luznarja, za uvodne besede slavnostne akademije.
Spoštovani udeleženci današnje slovesnosti, gostje, nastopajoči. Lepo vas pozdravljam v imenu občine Železniki in tudi v svojem imenu. V teh dneh mineva 100 let od smrti našega velikega rojaka, doktorja Janeza Evangelista Kreka. Občina Železniki je leto 2017 razglasila za Krekovo leto zaradi počastitve in obeleženja 100-letnice smrti doktorja Janeza Evangelista Kreka, ki je bil zagotovo ena največjih osebnosti v slovenskem prostoru, ne le v svojem času, ampak tudi v celotni zgodovini slovenskega naroda. Pomembno je vplival na narodovo samozavest in sooblikoval usodne narodno-politične odločitve. Živel je vsebinsko bogato življenje in je deloval na političnem, družbenem, kulturnem, verskem, socialnem in pisateljskem področju. Živel in delal je za druge, nič za sebe. Vse je dal za blagor slovenskega naroda. Videl in čutil je, kako narod trpi, zato mu je pomagal na več načinov. Tako z ustanavljanjem zadrug, kakor tudi z izobraževanjem in osveščanjem. Iz nesebične ljubezni do bližnjega se je daroval, ne da bi pazil nase in se izčrpaval do onemoglosti. Izmučen od dela in potovanja je umrl 8. oktobra pred 100 leti pri svojemu prijatelju Ludviku Bajcu, s katerim se je spoprijateljil v letih, ko je bil gospod Bajc kaplan v Sevcih v letih od 1904 do 1907. V letošnjem Krekovem letu se je zvrstilo veliko prireditev v spomin na našega velikega rojaka. Člani kulturnega društva doktorja Janeza Evangelista Kreka ste skupaj z mladinskim pevskim zborom Župnije Sevca in mešanim pevskim zborom Sveti Peter Sevca pripravili veliko prireditev. Ob pomoči Župnije Sevca tudi 6 Krekovih večerov z različnimi tematikami ter različnimi predavatelji in gosti. Prav tako ste sodelovali tudi pri letošnji slavnostni akademiji ob občinskem prazniku. Člani kulturno-turističnega društva Dražoše so pripravili burko v 2 dejanjih Cigan čarovnik, ki jo je napisal dr. Janez Evangelist Krek in jo uspešno predstavili po različnih krajih širom Slovenije. Člani planinskega društva za Sevško dolino so ob 110-letnici društva pripravili v muzeju Železniki razstavo o Krekovi koči na Ratitovcu, kajti dr. Janez Evangelist Krek je pripomogel tudi k ustanovitvi tega društva in je rad zahajal v hribe, posebno na Ratitovec, kadar je le utegnil. Vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri organizaciji ali pri izvedbi različnih dogodkov ali ste prispevali prostore v počastitev spomina na našega velikega rojaka ob letošnjem Krekovem letu, se najlepše zahvaljujem. Pripomogli ste, da smo se držali besed doktorja Janeza Evangelista Kreka, ki jih je zapisal v drami Turški križ in ki jih je kipar Janez Dolinar vklesal v njegovo spominsko ploščo. Spomin na te nikdar ne bo se izgubil, še pozni rod hvaležnosti bo vabil, pri nas držimo, kar je kdo obljubil, naš dom nikoli te ne bo pozabil. Gospod župan Anton Luznar, najlepša hvala.
Dr. Janez Evangelist Krek je med ljudi vnašal veselje, optimizem, dobro voljo, marsikdaj tudi s pesmijo, predvsem pa je bodril, spodbujal. V tem duhu bo mešani pevski zbor župnije svetega Petra Sevca pod vodstvom Vinka Ravtarja zdaj zapel pesem V petju oglasimo. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. Vsakemu je drago čuti glas neba, če se v petju blago združi zbor krepak. Vsakemu je drago čuti glas neba, če se v petju blago združi zbor krepak. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. Brum, 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 grmi, pesem krasna, dvigaj nam srce, dvigaj nam srce, oj zvoni, zvoni, pesem glasna, zvoni pesem glasna, čez doli gori. Oj grmi, grmi, pesem krasna, dvigaj nam srce, dvigaj nam srce, oj zvoni, zvoni, pesem glasna, zvoni pesem glasna, čez doli gori. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. V petju oglasimo, zdaj se složno mi, glase povzdignimo, da vse zazveni. Na začetku smo omenjali očete Evrope, med njimi Roberta Schumana, ki je kot francoski zunanji minister maja 1950 predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo, torej prve od nadnacionalnih evropskih institucij, ki so se pozneje oblikovale v to, kar je zdaj Evropska unija. Njegove podrobnosti s Krekom so prav neverjetne. Tako pri Schumanu kot pri Kreku sta se združili, kar je precej redko, politika v ponižnosti brez razkazovanja in ljubezen do naroda. Dokazala sta, da osebna svetost in skupno dobro nista dve nezdružljivi resničnosti. Za natančnejšo umestitev Kreka v čas in prostor prosim slavnostnega govornika, profesorja, dvojnega doktorja Igorja Grdino. Gospod Grdina je zgodovinar in literarni zgodovinar, raziskovalec na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dragi prijatelji, med osebnostmi, ki so Slovencem utrle pot skozi čas, je imel Krek najbolj zavezujoč stik z ljudmi. Drugi so predavali, on je poslušal, učil in vodil, spodbujal je, pomagal in blagoslavljal. Mnogi so ga poznali osebno, številni so mu stisnili roko in mu zaupali misli, ki jih ne bi nobenemu drugemu človeku. Vedeli so, da se
jim z njegovo podporo, z njegovo pomočjo ne more zgoditi nič slabega. In on, pil je zmerom brez denarja, kakor pesnik, ker je vse razdal tistim, ki so bili v najhujši stiski. Nič ne pretiravam, če rečem, da je Krek na neki način poznal vse. Vsakogar je lahko razumel in sleherniku je zmogel biti v oporo. Krek je bil pesnik življenja, a tistega resničnega, trdega in preizkušenj polnega, nesanskega in umišljenega. Na nekaj tisoč shodih je Krek dodobra spoznal, kako bije slovensko srce. Njegovo duhovniško, politično in literarno delo je bilo služba ljudem. Poznal je nadloge in stiske, ki so se zgrnile nad rojake in si ni delal utvar, da bodo težave izginile same od sebe. Zato je neutrudno osnoval in organiziral najrazličnejša društva, od sindikalnih do kulturnih, pa zadruge. Kjerkoli je naletel na idejo, ki jo je lahko uporabil dobro ljudi, je to storil nemudoma. Pri tem se ni prav nič oziral na njen vir. Krek se, kar je med politiki redkost, ni bal spremeniti svoje misli, če je kje srečal obetavnejše vizije od tistih, za katere se dotlej zavzemal sam. Vedel je, da se politiki lahko motijo, da lahko delajo napake, a tudi to, da jih morajo s svojo dobronamernostjo in svojo močjo tudi popraviti. Zato, ko so ga nekateri imeli za nepremišljenega, impulzivnega in nestanovitnega, vendar je pri njem v resnici šlo le za iskanje najboljših rešitev, za vsakogar. Prav zaradi Krekove dejavnosti, ki se ni izmikala izzivom časa in prostora, je mogla Slovenska ljudska stranka reči, da je videla narod. In ta je videl njo, ter jo sprejel za svojo. Druga politična gibanja, zlasti precej manj enotne, liberalne in močno razcepljene socialdemokratske organizacije in potem še agraristične, so ljudi videle mnogo redkeje. Iz neutrudnega dela Janeza Evangelista Kreka in njegovih privržencev, ki so se zavedali stisk, potreb in upanj rojakov, je izvirala vitalnost Slovenske ljudske stranke, tiste zgodovinske, ki v zadnjih letih Avstro-Ogrske in kraljevski Jugoslaviji ni bila samo nepremagljiva na volitvah, temveč se je uveljavila tudi kot najmočnejša pobudnica gospodarske in politične modernizacije. Njeni parlamentarci in deželni odborniki so v Vojvodini Kranjski položili osnove za elektrifikacijo. Iz katoliških vrst so tako v času Habsburške monarhije kot kraljevske Jugoslavije prihajale pobude za demokratizacijo, celo za tedaj ne mnogo kje uveljavljeno žensko volilno pravico in za aktivno socialno politiko. Tudi Krekova sposobnost branja v kar 20 jezikih je bila v službi ljudem. Izkušnje različnih dežel in kultur so z njegovim posredništvom postale domače Slovencem. Vendar jih Krek nikoli ni skušal togo presajati k nam, temveč se je trudil tvorno predelovati jih in nadgraditi v skladu s potrebami rojakov in njihovih sosedov. Tako je njegovo poznavanje evropskih literatur na stežaj odprlo vrata slovenski moderni. V politiki je krščansko-socialne pobude, s katerimi se je srečal v času študija na Dunaju, prilagodil domačim razmeram. Če je ta miselnost katoliški tabor med Nemci umeščala v moderno mestno okolje, je pri nas postala najprej instrument razvoja podeželja, pozneje v času nagle industrializacije, pa tudi temelj mnogim delavskim, kulturnim, izobraževalnim in sindikalnim organizacijam. Nemara ni nihče globlje kot sam Krek potrjeval aforizma enega svojih najnadarjenejših neformalnih učencev Otona Župančiča. Svet je lep, a dom je svet. Krek je bil največji slovenski ljudski tribun. Bil je sodobnih mnogih sijajnih govornikov, ki so znali navduševati in prepričevati sodobnike. Henrik Tuma je na Goriškem nastopil le malo manjkrat kakor Krek na Kranjskem in Ivan Tavčar je znal ob mnogih časom zaznamovanih puhlicah vsaj enkrat izreči tudi besede za večnost. Slovenija čez vse.
Pa vendar je Krek povedal bistveno, tako za dom kot za svet. Suženstvo je veleizdaja. To je največja slovenska misel. Nihče med nami ni pred vsem svetom izrekel česa bolj nespornega. Krek je v zadnjih mesecih pred smrtjo s svojim življenjem uresničil to, kar je Tavčar znal le napovedati. Časi prihajajo, ko se za malenkosti ne bomo več ruvali. Eno je glavno, naša zemlja se nam ne sme vzeti, narod slovenski mora stati kot večno drevo, kateremu korenine nikdar ne usahnejo. Krek je bil glasnik združenega naroda, zavzemal se je za Jugoslavijo, ki dotlej še nikoli ni obstajala. Postala je drugo ime za vse, kar Avstro-Ogrska, ki je imela levji delež pri povzročitvi Prve svetovne vojne, ni bila. Preganjanja, ki so jim bili ob njenem izbruhu izpostavljeni naši ljudje, so povzročila prelom med državo in narodom. Reke krvi, med veliko morijo je padlo več kot 35.000 Slovencev, za cesarstvo niso bile dovolj, da bi postalo pravično vsem. Da se kaj takega ne bi nikoli več ponovilo, je Krek terjal lastno odločanje o sebi, ki ga lahko zajamči le samostojna država. Terjal je svobodo za narod, kakor jo je že poprej za cerkev. Danes vemo, da si je Krek Jugoslavijo predstavljal utopično. Država tega imena je ves čas svojega obstoja imela težave s cilji, zaradi katerih je bila ustanovljena. Ni mehčala, kar je bilo trdo, ni ravnala, kar je bilo krivo in ni pokončevala, kar je bilo zlo. Predvsem pa je zanjo bila pretežka Krekova zahteva po svobodi. In nič drugače se ni godilo s pravičnostjo. Tudi ta je bila Krekova neomajna zahteva in celo kriterij. V tem je bila misel našega ljudskega tribuna navdih mnogim, tudi tistim, ki so se od njega v tej ali oni podrobnosti razlikovali. Dragi prijatelji, veliki starorimski zgodovinar Kornelij Tacit je prihodnje rojenim zapustil sporočilo, ki ga je mogoče povzeti v formulo: bolj ko je država pokvarjena, več zakonov potrebuje. Krek jih zares ni potreboval veliko. Svoboda in pravičnost sta vodili, mimo katerih v človeškem življenju preprosto ne gre. Zanjo ni treba mnogo zakonov, temveč le nešteto dejanj. Prav tako pa ne gre spregledovati Krekove nenaivnosti. Zavedal se je, da ne svoboda, ne pravičnost nista mogoči brez prostosti pred stiskom. Blaginja ni izraz udobja, ampak omogoča razmah človeškosti. S tem se naš ljudski tribun uvršča med največje politične mislece 20. stoletja. O treh smo že slišali, so očetje Evrope, četrtega dodajam tukaj, od njegovih vodil do 4 načel Franklina Roosevelta, ki so vgrajeni v temelje modernega sveta: svoboda verovanja oziroma mišljenja, svoboda izražanja ter prostost pred stisko in prostost pred strahom, je dejansko le korak. In to so temelji Združenih narodov. In Franklin Roosevelt se je označil preprosto, najprej kristjan in potem demokrat. To je vse. In ta korak je krajši od tistega, ki še mora ga narediti Slovenija, da izpolni ta velika vodila. Dragi prijatelji, v naši deželi je veliko spomenikov iz brona, tudi takih, ki nas nagovarjajo z votlimi usti, in onih, katerih del so ljudje brez obrazov. Krekov spomenik pa ni bronen, temveč je živ navdih za vse nas. Krekov duhovni testament je izpolnjen le deloma. Naj bo končno v celoti. Svobode, pravice in blaginje je vreden vsakdo. Hvala lepa. Gospod Grdina, hvala za te besede, za te strnjene, bogate misli. Poleg Krekovega duha nas nocoj povezujejo pesmi iz njegovega časa. Prisluhnili bomo še enkrat mešanemu pevskemu zboru župnije svetega Petra Sevca.
Letos, v Krekovem letu, sta v njem moči združila pravzaprav dva zbora župnije, starejši in mešani. Poslanstvo obeh zborov je v prvi vrsti prepevanje pri svetih mašah, radi pa posežejo tudi po posvetnih pesmih. Zdaj bodo zapeli slovansko pesem. Doni sladko se glasi, babi tiši nas ljubov. V zlatem dni otročjem časi, mati pila je tako. Zemljo naj Slovan obhodi, koderkoli pot ga vodi. On po tebi hrepeni, oj slovanska pisem ti. On po tebi hrepeni, oj slovanska pisem ti. Kjer se zbirajo Slovani, na tujem so doma, ko dobijo glasi znani, od srca jim do srca. Doni pisem, brate, druži, domovini vsak naj služi. Kogar tvoja moč budi, oj slovanska pisem ti. Kogar tvoja moč budi, oj slovanska pisem ti. Krekova misel je bila živa in aktualna in takšna je še vedno. Nagovarja ljudi vseh časov v različnih zgodovinskih okoliščinah. V letu 1987, še v času nekdanje Jugoslavije, je pomen Krekove osebnosti za vso Sevško dolino in ves slovenski narod nagovoril člane takratnega kulturnega društva Janez Luznar, da so z zaznamovanjem 70. obletnice njegove smrti v javnosti vnovič spregovorili o veličini moža, ki je svoje življenje zastavil za preprostega malega človeka. Mimogrede, takrat so še živeli ljudje, ki so Kreka poznali osebno. Leto 1987 je bil čas, ko je slovenski narod že začel iskati možnosti za vzpostavitev novih, drugačnih, demokratičnih odnosov. Zato se je takratna oblast zbala, da se bo proslava spremenila v politično manifestacijo. Preko SZDL Škofja Loka je ob pomoči Zadružne zveze Slovenije, njen ustanovitelj je bil dr. Krek, zato zveza navezala stik oziroma oblast navezala stik s kulturnim društvom, ki je praznovanje pripravljalo. V zgodovini je ostalo zapisano, da je to praznovanje pripravila Zadružna zveza Slovenije in območna enota SZDL Škofja Loka, kulturno društvo Janez Luznar pa naj bi prispevalo le kulturni program. Danes stojimo praktično na istem mestu kot pred 30 leti. Takrat je bila proslava na drugi strani, so mi povedali. In kulturno društvo Janez Evangelist Krek, naslednik kulturnega društva Janez Luznar, želi praznično zaznamovati 100. obletnico Krekove smrti. A zdi se, kot da se tudi v samostojni Sloveniji nekateri še vedno bojijo moža, ki je vse svoje življenje zastavil za druge, za dobro kmeta, delavca, za narod, za družine.
tisto uro, ko je presunil slovenski narod bolestni glas, da so doktorja Kreka, da ga ni več, je zakrvavelo vsako srce. So se nam vsem orosile oči. Bili so trenutki globoke malodušnosti, grenke osamelosti, kakor da so popotniku ugasnile vse zveste luči vodnice na nebu, ter se je zgrnila noč nad njim, tako, da korak obstane in si ne upa nikamor več. Ali bili so le trenutki? Že je zaplala v licih vesela kri. Že so vzplamenele zvezde, svetlejše kot poprej, in na jutranjem obzorju se je oznanila velika zarja. Ob njenem svitu je povsod zazvonilo vstajenje. Kar je Krek z brezprimerno močjo snoval in ustvarjal dolga leta, je ustvaril ob svoji zadnji uri. Česar niso še gledale njegove žive oči, je gledal njegov odprti grob. Ta črni praznik, ki nam je dal dovolj solzabrit kosti in očiščenja, nam je obenem dodelil posebno dragocen dar. Vrnil nam je spoznanje, ki nam je bilo v teh časih že skoraj izgubljeno, da more obroditi sočen sad le tisto delo, ki je bilo spočeto in izvršeno v čisti poštenosti. Vsako delo, ki je vzklilo iskalne misli, je ob rojstvu mrtvo. Krek je dokazal z vsem svojim življenjem, da je laž tista beseda o dvojni morali, temveč da je morala povsod in vselej samo ena. Doma za pečjo, na očitni cesti, na razburkanem shodu, na zaupnem sestanku in v državnem zboru. Dokazal je, da poštenost ni suknja, ki se jo da v prednji sobi zamenjati za svetli frak sebičnosti. Jaz, bratje, pa vem za domovino. Mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s stoterimi obrestmi. Naša domovina je boj in prihodnost. Ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo zrasla naša domovina. Vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom. Tedaj bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine, na suženjstvu zidane, s krvjo in solzami gojene, sramota človeštva, za smeh pravici. Jaz, bratje, vem za domovino in kličem vse izobražence na sodelovanje. Kdor se ne loti izobraževalnega dela, tak izobraženec ni plačal dolga, ki ga je dolžan ljudstvu. Svoj dolg mora odplačati tako, da gre med ljudstvo, da gradi narodovo omiko, narodovo izobrazbo. Trdi, da ideje vodijo svet, pa kaj bojo same ideje? Revice zapuščene, šele v rokah, ki ustvarjajo, kakor jih vodi krepka volja osebnosti in goreče srce tiči kal in seme in moč gotove zmage in tisočernega razmaha. Kdor bi pozabil, da je samo skromen hlapec vzvišenega namena, tak je za nič za socialno delo. In verjemite mi,
da ljudje takoj opazijo človeka, ki nima takega duha, da takoj opazijo tistega človeka, ki vidi sebe in predvsem sebe pri socialnem delu. Bil je med nami mož, kot zrno klen in zdrav. Ta, kakor knjige mi, ljudi je brati znal. Tako zatopil se je v tajnopis človeka našega, da je odtis njegovih najglobočih sanj užgal pekočo stigmo van. Zdaj bral je v sebi. V nas zapisano je luč in rekel je: in nam je dan v bodočnost ključ. Mi smo hranili v duši neskaljen pravice in svobode zlati sen. Nam samim skrit, svetu zastrt, sijal je v burnih časov srd. Zraven sem bil, ko se je svitalo. Ko se je svitalo. Zraven sem bil s svojimi sanjami. Vso dolgo noč sem v sanjah govoril, kričal v sanjah, umiral v sanjah, kajti sanjal sem sanje svojega naroda. Z njim sem prisanjal svit tisočletja. Zraven sem bil tistega jutra, tistega dne. Že Prešeren je vedel, da Slovenci nismo goba, samojoča ob hrastovem štoru. Zelen, razcvetajoč se vrh velikanskega drevesa smo, katerega korenine segajo na vse 4 strani sveta. Že Prešeren je vedel, da moramo z drugimi narodi živeti v dušni zvezi, a da mora biti prva skrb vsakomur koristiti svojemu narodu. Pisatelj ne sme biti ločen od narodovega življenja. Ali še huje, biti prepojen s tujim duhom. Pri nas ne znajo pisati za ljudstvo, ali pa nočejo. Oboje je graje vredno, oboje je za nas sramotno in pogubno. Kdor se ne povzpne do samostojnega mišljenja in komor ni umsko delovanje notranja potreba, nima drugim kaj povedati. Samo globoko, močno miselno delo rodi in vzdržuje pisatelje, ki so kaj vredni. Ljudje so zdaj med nami, so jih lahko vsaki dan slišite, ki bi nas najrajši prodali. Kaj prodali? Kar dali v Boga ime. Imenuj se dan danes v Ljubljani Slovenca, pa bo Štepen, ne od nemških, temveč od ilirskih šovinistov. Najbolj gnusni, res gnusni, pa se mi zdaj tisti ljudje, ki čisto brez vzroka in brez povoda spravljajo v zvezo s političnim vprašanjem še slovenski jezik, kar ponujajo ga, kar mečejo ga čez mejo, še ne vprašajo, kdo bi zanj več dal. Jaz še nisem videl Hrvata, ki bi prišel ponujati k nam svojo hrvaščino. Pri nas pa je drugače. Tako smo siti svoje kulture, da nam je že odveč, bi jo najrajši kar vrgli čez plot. Mi Slovenci smo zastonj imeli svoje velike duhove, svojega Trubarja, Prešerna, Jurčiča, Aškerca, Kopitarja, Miklošiča in druge. S tako lahkoto pljunemo na svojo narodno tradicijo in kulturen razvoj. A prepričan sem, da zdrav slovenski razum zmaga, da se Slovenci končno oprimejo zopet z vso dušo svojega narodnega ideala.
Ni me sram vzdihniti. O, domovina. Ni me sram izreči slovenska pomlad. Niti slovenska, niti pomlad. Ni me sram reči udejanjili sanje. Ne sram imenovati jih, ki so jih sanjali in udejanjali. Ni me sram, da sem sanjal z njimi in da sem bil zraven tiste dni, ko smo sanje udejanjili. In ni me sram zreti v oči, resnici v oči. In tudi ne sram odkrito priznati, da me resnica boli. Z gotovostjo lahko trdimo, da je dr. Janez Evangelist Krek največja osebnost v slovenskem prostoru v svojem času, ki je zaznamoval ne le svoj čas, ampak je tudi tlakoval prihodnost slovenskega naroda v družbeno-političnem, kulturnem in tudi gospodarskem področju. Bil je politični videc, ljudski tribun in politični taktik. V njegovem političnem dejanju je vibrirala duša socialnega reformatorja in pedagoga. Zavedal se je, da lahko nekaj praktično izpeljemo le, če zastavimo za to svoje moči. Krek je s svojim delom postal oblikovalec slovenske narodne in politične samostojnosti. V politiki v parlamentu in deželnem zboru je polagal najprej temelje za kulturo, socialno in idejno izobrazbo vsega naroda. Njegovi politični nastopi so bili vedno odkriti in neposredni. Držal se je načela, ki ga je kasneje javno zagovarjal tudi Robert Schuman, eden izmed 3 mož, ki so postavili temelje za idejno združenje Evrope. Nikoli ni dovoljeno lagati, tudi v politiki ne. Ljudstvu je treba dopovedati, da s pričakovanjem kralja Matjaža ni nič. Kdor misli, da bo z odprtimi usti in s križem rokami pričakal dobrot od zgoraj, se moti. Želi bomo samo to, kar si bomo z zavihanimi rokami sami pridelali in priborili. Slabotni in pošteni podlegajo, močni in hudobni pa zmagujejo. Kmetom, delavcem in obrtnikom je treba pomagati in jih organizirati v zadruge. Temelj vsega družbenega reda je družina, zato jo mora javna oblast zavarovati. Šolanje mora biti brezplačno, življenjsko zavarovanje obvezno, tako bolniško kot starostno. Delavci morajo dobiti zdrava in primerna stanovanja. Delavčevo plačilo mora biti tolikšno, da bo svojo plačo dostojno živel in si še kaj prihranil za starost. Delavec mora biti udeležen pri delitvi dobička. Varnost pri delu mora biti zagotovljena. Po vsej Sloveniji naj na verskih temeljih ustanovijo nepolitična, socialna društva. Vsak stan naj ima svojo lastno stanovsko organizacijo. Najprej mora postati slovenski človek gospodar vsega slovenstva, postavljeni morajo biti temeljni za pravo slovenstvo in ko bo to opravljeno, bo narod kot celota mogel varno delati vse, kar je politika terjala v obrambi vseh in slehernih interesov slovenstva. Samo na soncu svobode uspeva duša in se obvaruje pohabljenosti in hlapčevstva. Hude so posledice hlapčevstva. Pod določenimi pogoji se razvija rezignacija v degenerirano prilagodenje položajev hlapčevstva, v čustvo brezupnosti, v ruski ničevo, da se ne da nič storiti in da je tako dobro, kakor je. Človek popolnoma pozabi, kaj se pravi biti prost, samostojen, hoče služiti. Tako zelo otopi, da vzbudijo klici po prostosti pri njem začudenje, čemu ta krik za prazen nič.
da se čuti skoraj užaljenega, da ga dramijo iz duševne nirvane k mišljenju in delu, k bojem in žrtvam. Naglašam k žrtvam, ker potreba po prostosti ne eksistira brez požrtvovalnosti. Ker, bratje, jaz vem za domovino. Bo treba na njive orati in sejati, globoko orati, izbrano sejati, podsekati kropive, plevel in osat. Prišla je tista pomlad, ko zemlja ne kliče le po imeti, ampak predvsem po imeti rad. Kmet mora natančno vedeti, kako je njegovo gospodarstvo zvezano s politiko. Kaj mu pomagajo vzorni hlevi in umetna gnojila, če ne more zaradi slabe državne politike spraviti dostojno v denar svojih pridelkov? Kaj mu pomaga, če gospodari po najnovejših bukvicah, pa mu politika onemogoči uspeh? Kjer propada kmečki stan, propada država. In kjer so že položili kmečki stan v gomilo, tam se porišiti, da je kmalu državno poslopje. Država je zaradi ljudi in ne ljudi zaradi države. Država ni nekaj nad nami, državo smo ustvarili ljudje sami. Država mora biti taka, da ljudski blagor kakor najbolj pospešuje in da ne morejo ljudje v njej kar naprej razviti svoje duševne in telesne zmožnosti. Ljudstvo ne sme biti marioneta, lutka, pupa iz cun, ki jo ima nekdo na vrvici in sekreta in govori in dela kar in kakor hoče voditelj. Ker ljudstvo slepo dere za voditelji in ne vprašuje zakaj, čemu. To ljudstvo je podobno čredi ovac in drvi v lastno pogubo. Bratje moji, še veste za domovino? Demokracija se je rodila tistega dne, ko je bil človek poklican, naj v svojem častnem življenju udejani dostojanstvo človekove osebe v individualni svobodi, v spoštovanju pravic vsakega človeka in z udejanjenjem bratske ljubezni do vseh ljudi. Grška demokracija je bila v resnici prihranjena za tiste, ki so imeli privilegij bogatstva. Plebejci in sužnji pa so bili iz nje izključeni. Nikoli pred Kristusom ni nihče formuliral podobnih idej. Demokracija se je lahko porodila samo s krščanstvom. Ali bo demokracija krščanska, ali pa ne bo demokracija. Protikrščanska demokracija bo njena karikatura, ki se bo iztekla v tiranstvo ali anarhijo. Krek je bil res človek, na razpolago vsem in vsakemu, karkoli je že kdo potreboval. Nekoč je v šali predlagal beraču, da preštejeta, kdo ima več v žepu, in izkazalo se je, da je berač trenutno bogatejši. Krekova človečnost ni poznala meja in njegovo vsestransko razdajanje je polagoma, a vztrajno črpalo njegove moči. Ker pa je sam povsod pristopil k ljudem, se v besedi, obnašanju in v dejanju z njimi poistovetil, je šlo ljudstvo za njim. Slovenec biti, slovensko ljubiti, je pravzaprav nerazložljiva stvar, ker je to stvar srca in biti. Slovenec biti ni drugega, kakor slovensko misliti, slovensko peti in govoriti. Slovensko ljubiti, pa s srcem čutiti slovenski svet. Hiše, gozdove, polja, ljudi.
tako čutiti, da ne moreš biti brez njih. Pa ni tako, kakor jesti in piti. Ne moreš ne preveč, ne ljubiti, ne biti. Vsi ti griči, nepopisno lepi kraji, kjer se govori slovenski jezik. Naš dom je to, naša domovina, prvi temelj naše izobrazbe. Vsaka prava izobrazba se prične v domačem domu. Brez doma ni izobrazbe. Te izobrazbe se je treba naučiti, jo dati najprej tistim, kateremu hočemo vzgajati. Oče in mati, vidva sta prva, neposredna vzgojitelja otrok. Za vzgojo sta vidva odgovorna. Država vaju pri tem sicer more podpirati, nikakor in nikoli pa si ne sme prisvajati kakšne neposredne pravice do vzgoje. Ko ustanavlja šole in s tem omogoča pouk in vzgojo otrok, sme to izvrševati le v podporo staršev. Šola mora učiti v imenu staršev in ne v imenu države. Liberalna misel pa razbija misel na dom, hiti samo širni svet in prepozna človeka takega, kakršnega je dala domača zemlja. Po Kranjskem je bilo dobro znano, kako častihlepni in proti kreku ljubosumni so bili nekateri izmed voditeljev Slovenske ljudske stranke pred vojno in med vojno. Krekova demokratičnost in načelo, da mora biti vsakdo v stranki in zlasti v vodstvu stranke z dušo in telesom hlapec narodov, ter da je treba temu vse delovanje in in voljo svojo podrediti in temu vse, tudi največje osebne koristi žrtvovati, jim ni dišalo. In začeli so zahrbtno in nepošteno gonjo proti kreku. V stranki je treba železne discipline, če hoče kaj doseči. Nihče ne sme v stranki iskati svoje osebe, časti in osebnih koristi. Sebe mora docela zatajiti in delati, čeprav trpi pri tem osebno škodo. Kadar začne človek iti za denarjem in častmi, je že izgubil zmožnosti biti voditelj. Kakor bržni v stranki te železne discipline, je po njih. Dokler sem zvest resnici, dokler sem zvest sebi, dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno in ne bo venelo od pomladi do jeseni. Ker, bratje, jaz vem za domovino. Kaj moram storiti, ko se ne maram hudiču zapisati in mu služiti? In ko ne morem stopiti iz njegovega zakletega kroga? Kaj moram storiti za Boga? Kaj zoper sovraštvo, nasilje in kri, ko sem že sam s krvjo oškropljen in sem nasilen zoper nasilne in sem do sovraga sovražen sam? Kaj moram storiti, da bom mogel življenje čist dopolniti in da mojih sinov in vnukov ne bo kdaj v prihodnosti sram mene? Pa če mi vzamejo vse, enega si ne dam vzeti. Delati za svoj narod. Vse drugo naj imajo, meni naj pustijo delo. Dokler bom mogel in bo še dih v mojih prstih in glas na mojem jeziku, ne bom miroval. Toliko dela nas ne čaka, še čaka. Če Bog da,
bom še nosil pod preprosto duhovniško obleko srce, ki združuje zvestobo do ljudstva, ljubezen do revežev, ljubezen do tlačenih, resnicoljubnost, a tudi sovraštvo do vseh izkoriščevalcev, oderuhov in hinavcev. Moje delo je slud Nazarje. Vsaka moja beseda in vse moje življenje. Jaz, bratje, živim za domovino. Kraljevski pogreb. In vendar je ležal v krsti mož, ki je umrl v revščini, brez denarja. Mož, ki je zmogel imeti svojo lastnino samo obleko, ki jo je nosil na sebi, svoje knjige in skromno upravo svojega stanovanja. Mož, ki v celem svojem življenju ni bil niti enkrat res lepo oblečen in ki niti skozi mesec nikdar ni imel v žepu več denarja, kot ga je potreboval od danes do jutri. A z zakladi svojega duha in svojega srca je kraljeval med nami, kakor še nihče pred njim. Za njim smo šli kot za kraljem v življenju, ubogali smo ga kot kralja in ljubili kot očeta. Po njegovih potih hočemo hoditi, po njegovi smrti. Ta luč ni od včeraj in ni samo moja. Ta luč ne gori od danes do jutri. Gori in sveti iz davne preteklosti, v davno prihodnost. Ta luč je spomin. Ta luč je upanje. Nekdo jo je davno nekoč prižgal in je svetila kakor trstenka, kot oljenka, sveča, kot petrolejka, kakor karbidovka, kot plamen, kot kres, kot ogenj v strehi, kot velik požar in kakor žerjavica, ki je velikokrat skoraj ugasnila. A ni ugasnila, ker jo varujemo kot luč svojih oči, ker jo predajamo neugaslo, preden ugasnejo naša življenja. Brez te luči ne bi znali živeti. Brez te luči bi bila tema.
azila, nagel rožmarin, v sveti zemlji snima, tvoj slovenski sin. Rožmadjun azila, nagel rožmarin, v sveti zemlji snima, tvoj slovenski sin. V sveti zemlji sniva tvoj slovenski sin. Hvala pevcem. Naj povem, da so nekateri med njimi peli tudi že na prej omenjeni slovesnosti pred 30 leti in se je še živo in s ponosom spominjajo. Upamo, da bo lep spomin tudi na nocojšnjo, čeprav udeležba ni takšna, kot bi si jo najbrž tukaj zbrani in še kdo želel, predvsem ne takšna, kot bi si jo Krek zaslužil. Slovesnost gre počasi k koncu, tako kot tudi slovesnosti letošnjega Krekovega leta. Jutri bo tu v Sevcih še slovesna maša in blagoslov prenovljene plošče v spomin na dr. Kreka. Za podrobnosti, za nekakšen zaključek, pa prosim vodjo organizacijskega odbora za Krekovo leto 2017, magistrico Andrejo Megušar. Hvala. Torej, lepo pozdravljeni, spoštovane gospe, gospodje, dragi prijatelji in vsi, ki vas dr. Krek iskreno nagovarja. Začeti je treba. To so besede moža, ki je izjemno zaznamoval Seca, Sevško dolino, vplival na slovensko zgodovino in bil vizionar, ki je napovedal samostojno Slovenijo. Kot smo slišali že danes, ga lahko postavimo ob bok očetov moderne Evropske unije, Schumana in Moneta. Skratka, kot pravi Ivan Cankar, bil je med nami mož, ki je dal svojemu narodu vse in edino, kar je imel, svoje življenje. Dr. Janez Evangelist Krek. Krekovo leto, ki ga je potrdila občina Železniki, smo začeli že lansko leto s polaganjem venca ob njegovi obletnici rojstva na Ljubljanskih Žalah. Vem, da je mraz, pa samo 3 misli mi dovolite. Prva misel. Krekovo društvo ni samo kulturno društvo. Je društvo, ki je bilo ustanovljeno pred več kot 100 leti in ga vodi poslanstvo in vizija dr. Kreka. Je edino društvo v Sloveniji, ki je imenovano po njem. Kot veste, dr. Krek je bil na krilih, ker ga ni mučil ne denar, ne slava in je videl jasen cilj. Bil je izreden organizator, znal zbirati ljudi in kot sam pravi, v organizaciji se ljudje navadijo, da delajo drug za drugega. S tem ubijajo v sebi sebičnost in krepijo narodno zavest. Krekovo društvo je skozi celo stoletje vplivalo na kulturni razvoj doline. Poseben dogodek, kot smo slišali, je bil leta 1987, ko je potekala proslava ob 70. obletnici dr. Kreka. Izjemen pogum in zahvala Rudiju Berniku, zakoncema Rovtar, Antonu Kokalju in drugim. Zavel je toper Krekov veter, ki ste kot kamenček v mozaiku pripomogli k osamosvojitvi Slovenije. 10 let kasneje so 80. obletnico člani društva obeležili s Krekovim tednom, z izvrstno Krekovo ljudsko igro Turški križ. Letos ob 100. obletnici poteka Krekovo leto. Torej, zanimanje za dr. Kreka narašča.
nagovarja vse nas, ker govori nam Slovencem za današnji čas. Ob tem smo začutili kot člani društva veliko odgovornost, kako predstaviti dr. Kreka, ki je bil po drugi svetovni vojni zamočana osebnost. Dejstvo je, da ga mlade generacije ne poznajo, ne morejo poznati, ker dr. Kreka ni v učbenikih, niti v izbirnih vsebinah. Pa še nekaj je pomembno. Vsak od nas članov je prišel s svojimi talenti, položil na oltar svoj prosti čas z veliko željo pa obeležiti dr. Kreka. Vedeli pa smo nekaj. Ni dovolj, da bi se ga samo spominjali, naredili spominsko slovesnost in zajadrali v novo leto. Ne. Želeli smo, da vzbudimo Krekovega duha, najprej v naši mali celici društva, da se vzpostavijo pristni prijateljski odnosi. To leto je bila priložnost, da se povežemo, od tu naprej pa se začne rojevati velike stvari. Postali smo močni v odnosih, vrednotami, ki nas spremljajo in smo kot skupnost lahko tudi navzven neumajni in pokončni. Le tako si bomo lahko zadali najvišje cilje, da družba dozori in spozna, da dr. Krek ni bil samo duhovnik, temveč veliko več. Vse se da premakniti in dr. Krek je dokazal, da se to da. Bodimo pokončni, ponosni na naše domoljube, to smo podedovali, ponesimo naprej. To je naša pravica, ker na nas sloni naš narod in naša prihodnost, pravi dr. Krek. Iskrena zahvala prav vsem v odboru, Emi, Dari, Petru, Meti, Mariji, Ani, Marijeti, Vinkotu, Gregorju, Klemenu, Juretu, Francetu in župniku, ki nas je vedno vsestransko podpiral, tudi z gostovanjem župnijskih prostorov. Druga misel. Dr. Krek je zgled človeka, da se povežemo med seboj, sodelujemo in s trajnostjo dosežemo cilje. Letos smo si začrtali 6 Krekovih večerov. Kot domoljub Sevške doline je bil izvrstno predstavljen v okviru akademije ob junijskem občinskem prazniku. Vzbudili smo duha povezovanja z ostalimi soustvarjalci širom po Sloveniji in se povezali z ljudmi, društvi, kjer je dr. Krek živel, deloval in umrl. Muzejsko društvo Železniki, Škofja Loka, kulturno društvo Scena, muzej železnikov, planinsko društvo iz železnikov, skavti iz železnikov, turistično društvo iz železnikov. Sodelovali smo z društvom iz Dražgoš, kjer smo ponosni, da ste uprizorili njegovo igro. Sodelovali smo z Lonko iz Stare Loke. Naši člani so sodelovali pri 2 filmih o dr. Kreku, Socialno akademijo in RTV televizijo. Mimogrede, jutri bo premierna predstava. Prav tako na simpoziju smo sodelovali v organizaciji SAZU-ja, vzpostavili pa so se pristni stiki z občino Logatec, kjer obeležujejo obletnico dr. Gosarja, Sodražico in Ribnico. Kaj imata skupnega energična gorenjska, sevška in šegava dolenjska kri? Dr. Kreka, to smo danes slišali. Prav v Sevcih, v Krekovem taboru, kot pravim, je dr. Krek nagovoril režiserja, domačina, danes patra jezuita, Marjana Kokalja, da je bil režiser Škofjeloškega pasijona. Kot smo že rekli, dr. Krek ob boku očetov Evropske unije. Tudi Škofjeloški pasijon je danes uvrščen na UNESCO seznam. Danes pa Ribnica, kjer je dr. Krek živel, številni mladi vsako leto prostovoljno uprizarjajo ribniški pasijon. Ta pokončna, klena, krščanska drža in želja po ustvarjanju. To je proces. Drža, vzgoja, kjer se ljudje delajo kot osebnosti, ne kot posamezniki. In še zadnja misel. Še en zgled nam je dal, da nas skozi našo življenjsko pot spremljata Bog in Mati Marija. Domačini so ga ohranili v najlepšem spominu tudi po njegovi smrti. V mnogih hišah v Sevcih je v Bohkovem kotu visela tudi Krekova slika.
In ko smo v društvu začeli z delom, so se začele odpirati vsebine, nove teme, tukaj je bilo veliko mladih, ki so bile nam neznane. S Krekovim letom se delo ni zaključilo. Še več, začelo se je. Predstavljati njegovega duha, delo, to je naša dolžnost. Dolžnost zaradi ljubezni do domovine in velikih mož, ki so jo ustvarjali. Kako je že rekel? Začeti je treba. Kot rečeno, z današnjo proslavo se Krekovo leto uradno zaključuje, nikakor pa ne dokončno, kot sem rekla, začeti je treba. V letošnjem letu, kot je gospod Aleš Primc že prej napovedal, v letošnjem letu sta bili izdani 2 ediciji, in sicer prva v založbi Lesne zadruge, ponatis 3 Krekovih iger, ki jih je zbral naš neumorni sodelavec France Pfeiffer. Pred nekaj dnevi pa je išla tudi v založbi Družine, prav ob 100. obletnici smrti dr. Kreka, še sveža knjiga z naslovom Janez Evangelist Krek za Slovence, ki sta jo uredila tudi 2 sodelavca, ki sta gostovala v naših Krekovih večerih, profesor dr. Janez Juhant in Aleš Primc. To zadnjo izdajo si lahko ogledate, tudi tam zadaj, si kakšno kupite. Torej, najlepša hvala, ker ste prišli, ker ste se udeležili, in ko boste prišli domov, vedite, šele začeli smo. Začeti je treba. Andreja, hvala lepa. Pevci bodo za konec v Krekovem duhu zaželeli še vse dobro domovini. Tudi vam pa srečno in lahko noč. Bodi zdrava, Krekova in naša domovina. Budi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Budi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti jesena, so prijatelji, bratjene, slavovansko čustvo,